na svojih organih sprejeli naslednja dva sklepa. LPR bo s svojimi programskimi cilji nastopila na predčasnih volitvah za državni zbor s stranko oziroma skupaj z stranko SDS. Izvršilni odbor LPR določi Stojana Averja za kandidata na predčasnih volitvah leta 2011 za državni zbor Republike Slovenije. Ta program smo ponudili, lahko rečem, domalo vsem velikim strankam. Prepoznala pa ga je samo ena. In ne samo prepoznala, vključila ga je v svoj program z naslovom Za Slovenijo 2011 do 2015, z naslovom Za pravičnost, delovna mesta in razvoj 10+100. To je ta program in če seveda ga malce primerjamo v sklopu tega, kar smo mi tukaj zapisali in tega, kar ta program seveda vključuje, se boste lahko sami prepričali, da je povzeto praktično to, kar govorimo seveda izključno za Maribor in našo pokrajino, dobesedno vse. V Listi za pravičnost in razvoj smo zato prepričani, da je 4. december za Maribor zgodovinski dan. Vesel sem, da je to, kar je Lista za pravičnost in razvoj na nek način opozarjala in seveda zagovarjala vsa ta leta, prepoznala stranka, Slovenska demokratska stranka s predsednikom Janezom Janšo, vključila to v svoj program. Lahko vam seveda na tem današnjem dnevu zaupam tudi nekaj, lahko rečem, podrobnosti. Ko sva se z predsednikom Janezom Janšo sestala, mi je ponudil izbiro okraja. Ko sva se dogovorili o vseh podrobnostih, programskih izhodiščih in točkah, ki so seveda za nas izrazito pomembne. Podobno kot seveda težnje, ki se prav zdaj predstavljajo na Primorskem, ki jih predstavlja lista župana Borisa Popoviča. Gre torej za dokončen obračun z decentralizacijo Slovenije. Na ljudeh pa je, da seveda to prepoznajo, da prepoznajo tudi ta program, ki je naš temelj za naš boljši jutri, kot odlično izhodiščno točko za to, kar, kot smo zapisali pred časom, si tudi zaslužimo. Kot dobro veste, pa so seveda ta program že podprli številni ugledni evropski politiki, v prvi vrsti predsednika Janeza Janšo, tudi nemška kanclerka Angela Merkel.